Še toliko bolj čudi dejstvo, da je sklep odbora državnega zbora oziroma spremembo zakona predlagal mariborski poslanec stranke SMC Ivan Prelog, pri čemer ga je podprla tudi mariborska poslanka SMC-ja Ksenija Korenjak Kramar. Ja, moram povedati, da sem nad tem predlogom spremembe zakona izjemno presenečen in razočaran, kajti ne morem si predstavljati, da bi nekdo vložil v proceduro spremembe zakona, ki Mariboru veliko jemlje, predvsem ne samo Mariboru, tudi drugi občina, predvsem Mariboru sploh, ker so to mariborska poslanca. Pri celotni zadevi še najbolj bode v oči, da nihče ni vprašal. Župane občin, ki ležijo ob reki Dravi, kaj o tem menijo, ne pa da se gre za spremembo zakona po hitrem postopku, ker niti nimamo možnosti kakoli povedati. Tudi župan obrečne občine Miklavž na Dravskem polju ob predlogu poslancev SMC ne skriva razočaranja. Kaj sem pa najbolj presenečen, je pa dejstvo, da očitno ti ljudje, ki sedijo v parlamentu, v vladi, kjerkoli pač, jim je figov mar za ljudi. Ker vse te poteze takšne so poteze, ki polnijo žepe privatnih lastnikov, tako ali drugače. Zdaj, če mi mislimo, da je država za to, da zagotavlja dobiček lastnikom, potem je to pač neka država, v kateri jaz ne bi rad živel. Župan Kremžar je že izračunal izgube, ki bi jih sprejetje spornega zakona prineslo seboj. To pomeni približno 10 milijonov evrov manj denarja za občine. To pomeni 10 milijonov manj denarja za vodovode, kanalizacije, ceste, javne razsvetljave, vrtce, šole, to vse, kar mora občina narediti, investirati v to, vzdrževati in plačevati. Za nas konkretno v naši občini to pomeni 100 tisoč evrov manj. Prav zato smo se obrnili tudi na predstavnike za stike z mediji lokalnega odbora stranke SMC Maribor, da odločitev njihovih poslancev podrobneje pojasnijo. Kljub njihovi obljubi, da nas bodo poklicali nazaj najkasneje v 1 uri, je telefon ostal nem. Dejstvo je, da je njihov mariborski poslanec Ivan Prelog predlagal sklep odbora državnega zbora, s katerim se vsem obrečnim občinam, tudi mestni občini Maribor, jemljejo sredstva. Mariborska poslanka SMC Ksenija Korenjak Kramar je na prigovarjanja in vprašanja drugih poslancev povedala. Vendar jaz vseeno mislim, da zakon nima retroaktivne veljave, torej to določilo ne. Tako da v bistvu ne vidim pravega smisla v tem, da bi morali to dopolnjevati, ker mislim, da to ne bi prispevalo k neki vsebinski razjasnitvi, ker je že ta dovolj jasna. Tako da predlagam, da ostane tako, kot je. Izkazalo se je, da njena trditev ne drži in da z amandmajem, ki ga je predlagal poslanski kolega Ivan Prelog, ne določa, da to zakonsko določilo velja samo za nove investicije in da ne posega v obstoječa razmerja, po katerih prejemajo lokalne skupnosti sredstva. V 20. členu se doda novi 3. odstavek, ki se glasi: za zagotovitev stabilnega investicijskega okolja za investitorje v hidroelektrarne se najvišji možni seštevek vseh dajatev in nadomestil, ki jih plača koncesionar, na primer koncesija, vodno povračilo in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, za hidroelektrarne z inštalirano močjo večjo od 10 MW določi največ 14% njihovega prihodka iz prodaje električne energije. Dosedanji 3. odstavek postane 4. odstavek. Če predlagatelja amandmaja, poslanci odbora in poslanci državnega zbora na današnji plenarni seji želijo to področje urediti skladno s tem, kakor so interpretirali vsebino amandmaja, torej da bo veljala samo za nove investicije, je šlo za nepoznavanje snovi. Če pa jo v predlagani obliki sprejmejo s predlaganim amandmajem mariborskih poslancev SMC, ni šlo za napako, temveč za zavestno zavajanje članov odbora. Amandma je odbor sprejel namreč soglasno in je zanj glasoval tudi mariborski poslanec Franc Trček. Tako so zavestno oškodovali Dravsko in druge rečne doline, kjer so energetski objekti ter sredstva odpeljali v Ljubljano. Kot kaže, za TEŠ 6. Državni zbor je danes opravil drugo obravnavo tega predloga, tretja naj bi bila v torek. Za takrat pa je vodja poslanske skupine SMC Simona Kustec-Lipicer že napovedala nova dopolnila. Neuradno pa smo izvedeli, da naj bi se v ponedeljek dopoldan na Gospodarski zbornici Slovenije sestali predstavniki lokalnih skupnosti, državni politiki ter drugi, ki jih to zadeva.